Mi imamo sicer zakonodajo, ki je izjemno dobro napisana tudi za nas, zato ker vsa zakonodaja je napisana za uradne osebe, pooblaščene uradne osebe in odgovorne osebe. Ustava, ki so jo sicer skrunili, ker so nam odvzeli 90. člen in potaknili 3.a člen, tudi ni več tisto, kar je bila, sploh zato ne, ker jo ni na referendumu potrdilo ljudstvo. Se pravi, je brez jamstva. Ampak uradno še ni preklicana, zato se tudi mi sklicujemo na njo. Napisana je za človeka, za ljudi in kot tako jo moramo tudi jemati. Kljub temu, da noter piše državljani, v nekaterih členih piše tudi oseba, ampak ta oseba brez našega jamstva, brez našega podpisa je mrtva in zato nična. Glede na vse skupaj, da ni dokaza, da virus SARS-CoV-2 res obstaja in da obstajajo dokumenti, ki pravijo, da tega virusa nikoli niso uspeli izolirati, smatramo, da so vsi ti ukrepi, s katerimi nas zdaj zavajajo, omejujejo in so nam kršene temeljne človekove pravice in svoboščine, tega ne moremo sprejeti pod nobenim pogojem. Prvič zato ne, ker nam je stvarstvo dalo vse, da lahko delamo, da lahko živimo, da lahko soustvarjamo, se družimo in smo med sabo povezani. Kolikor vem, tudi ne obstaja nikakršna pogodba s stvarstvom, ki bi dala sistemu oziroma režimu možnost, da si lasti naše temeljne človekove pravice in svoboščine. Imamo tudi dokument iz strani predsednika Republike Slovenije, iz njegovega urada, da v Republiki Sloveniji ni bilo razglašeno vojno ali izredno stanje. Glede na to, kako nas zapirajo, kako nas omejujejo, kako posegajo po naših temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, vse kaže na to, da smo v vojnem stanju in da je zadnji čas, da se začnemo boriti za svoje pravice. Glede na to, da nas zdaj uradno ne streljajo s svincem, ampak nas po naši nedotakljivosti posegajo s testi, maskami in cepivi, ki niti niso preizkušena, niti ne obstajajo varnostne študije in za katere nobena farmacevtska firma ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice po cepljenju, smatram, da je na nas, da vzamemo pravico v svoje roke in začnemo normalno delati in se gibati in delovati, tako kakor da je vse v redu.